Današnji dogodek je namenjen iskalcem zaposlitve, delodajalcem, vsem zainteresiranim, ki se zanimajo za zaposlitvene in karierne priložnosti v Posavju, tudi srednješolski mladini. Taki dogodki povezujejo delodajalce z iskalci zaposlitve, spodbujajo zaposlovanje in možnost kariernega razvoja posameznika. Že ob prihodu sem bil presenečen in vesel na udeležbo današnjega kariernega sejma. Sama udeležba dokazuje tako na eni strani kot na drugi strani potrebo po takih sejmih, se pravi tako so strani delodajalcev, kot so strani delojemalcev. Jaz upam, da bo čim več mreženja, da bo čim več iskalci zaposlitve uspešni pri iskanju svojih zaposlitev oziroma da bodo delodajalci pridobili kader, katerega potrebujejo. Dejstvo pa je, da je pomanjkanje kadra tako v Posavju, tako v Sloveniji, kot v celi Evropi, lahko rečemo, in taki sejmi samo so plus, dodana vrednost, neka dodana vrednost, s katero pač se povezujejo potrebe in pa povpraševanje. Torej, mi v bistvu res ves čas iščemo kakšen nov kader, bodisi na Centru za socialno delo, strokovne delavke, pripravnike, potem pa sploh, ker smo zdaj tudi vstopna točka za dolgotrajno oskrbo, se pravi, tudi tukaj se bo konec leta na novo začeli zaposlovati. Naslednje leto pravzaprav na teren prihaja nova zakonodaja dolgotrajne oskrbe, tako da se bojo iskali vsi kadri iz naslova dolgotrajne oskrbe. Pomoč na domu se bo malo reformirala, se bo malo reorganizirala. Tudi na pomoči na domu je kader, ki rabi mlade sile. Vemo, da se cela Slovenija globalno sooča pravzaprav z stisko, kadrovsko stisko na področju sociale in zdravstva, tako da naš namen je pokazati, da je to delo lepo, da lahko res veliko od njega dobimo, da pokažemo, zakaj to pravzaprav radi delamo. Tako da, ja, potreb je zelo veliko, tudi prostovoljce iščemo za področje dela s starejšimi, vsi programi, ki jih imamo na centru, pravzaprav ves čas potrebujejo tudi podporo prostovoljcev. Mi imamo konstantne potrebe, vse skozi imamo objavljena prosta delovna mesta. Kot se tukaj vidi, iščemo ključavničarje, varilce, lakirarje. Za varilce niti ni šole v Sloveniji, priučimo, tudi ostale poklice priučimo, zaposlujemo tudi tujce, imamo približno 50% tujcev tudi iz držav bivše Jugoslavije. Tukaj smo se udeležili tega sejma tudi v upanju, da mogoče dobimo tudi kakšen nov kader. Na finančnem uradu Brežice se srečujemo s kar z visoko povprečno starostjo in v naslednjih letih se bo upokojilo kar precej naših uslužbencev, zato smo se pač odločili, da se bomo udeležili tega kariernega sejma, da bomo mladim predstavili dva poklica, in sicer poklic finančnega kontrolorja in pa finančnega izterjevalca. Zdaj, kot mlad finančni izterjevalec lahko povem, da je delovno okolje na Fursu razgibano, zelo zanimivo, delo je polno izzivov, seveda je pa delovno okolje tudi tako, da ponuja veliko možnosti za napredovanje. Vsekakor so pa ta uradniška delovna mesta dosti bolj zanimiva, kot si laiki mogoče predstavljate, ker je pa ta sistem tako zaprt za javnost, enostavno tega ne morete spoznati, preden ne pridete k nam. Tako da jaz bi mladim priporočil, da se tudi odločijo za delo na Finančni upravi Republike Slovenije. Pri svojem delu se jaz osebno ukvarjam predvsem z insolvenčnimi postopki, saniranjem pravnih oseb v različnih oblikah. Govorimo o stečajih, izbrisih, prisilnih poravnavah, likvidacijah. Je pa seveda pri nas na izvršbi zelo različni so te opisi del. Imamo tudi terensko izvršbo, administrativno in pa izvršbo na nepremičnini. Trenutno preko študentskega servisa iščemo največ, delovne sile v turizmu, torej gostinstvu. To so recimo predvsem iščemo za Terme Čatež, potem tudi v proizvodnih dejavnostih je kar nekaj povpraševanja, potem v domovih starejših občanov in pa bolnišnicah kot negovalci, kot animatorji. Uprava za obrambo Novo mesto je danes na karierno zaposlitvenem sejmu v Krškem, kjer predstavlja različne možnosti sodelovanja s Slovensko vojsko. Tukaj so z nami tudi predstavniki vojašnice Cerklje ob Krki, kjer predstavljajo tudi svoja delovna mesta. Tako vzdrževalec letalskih površin do letalskega tehnika, pilota in tako naprej. Ministrstvo za obrambo
dajo različne možnosti sodelovanja s Slovensko vojsko. Od tistih, ki še niso polnoletni, to pomeni enotedenski tabori v času zimskih poletnih počitnic, dvotedenski tabori za polnoletne, štipendije, delovno prakso, da svoj bodoči poklic vidijo tudi v našem okolju, zaposlitev poklicnega vojaka z možnostmi seveda karierne poti, seveda tudi pogodbena rezerva in za vse tiste, ki pa mogoče se spogledujejo s poklicem vojaka, nimajo pa ta prave predstave, tudi možnost prostovoljnega služenja vojaškega roka, ki je v bistvu program temeljno vojaškega strokovnega usposabljanja, kjer vidi, ali je tudi ta poklic za njega ali ne. Trenutno imamo najnižjo brezposelnost v zgodovini samostojne države v Posavju, torej to, kar pokriva naša območna služba, upravne enote Sevnica, Brežice in Krško, znaša registrirana stopnja brezposelnosti 6,4%. To je v bistvu najnižje od leta 1990 pravzaprav. In glede na to, da imamo v evidenci vpisanih 2000 brezposelnih oseb v tem trenutku, potrebe delodajalcev so pa še vedno zelo visoke. Naprimer, v lanskem letu smo imeli objavljenih preko 5000 prostih delovnih mest. Je seveda jasno, da je velik razkorak med ponudbo in povpraševanjem tudi na lokalnem trgu dela, tako da tega seveda razkoraka ne moremo pokriti samo z brezposelnimi. Poleg tega je tukaj struktura brezposelnih, zato vabimo seveda tudi vse ostale zainteresirane iskalce zaposlitve, da delodajalci svoje potrebe čim bolj pokrijejo.